Kaj pa vi najprej preberete, ko dobite Gorenjski glas v hišo ali pa na občino? No, lahko rečem, da ga dobim v hišo in na občino in običajno ga preberem zjutraj že pri mami, ker ima naročenega. Najprej pogledam zadnjo stran, potem obrnem na prvo in potem grem po vrsti spet do zadnje. Tak nek ritual sem si izbral. Ko pridem na občino, pa moram reči, da tam pa običajno tajnica že pogleda, kaj je napisanega v občini Bled in se temu še posebej posvetimo. Torej, potem pogledate najprej novice iz svoje občine in šele kasneje druge. Ja, običajno, da pridem do blejskih novic, moram tudi prerisati kakšne druge, vendar seveda pri domačih se človek najbolj ustavi, je pa dejstvo, da radi preberemo tudi stvari, kaj se dogaja okoli nas, ker konec koncev te občinske meje so bolj na papiru kot v resnici in ker se dogaja v Radovljici, v Gorjah in v Bohinju, je konec koncev pomembno tudi za nas na Bledu. Bi lahko rekli, da so novinarji ažurni, da imajo vse novice takrat, ko se zgodijo? Ja, moram reči, da bi v tej priložnosti pohvalil novinarje Gorenjskega glasa, ker enostavno so na prizorišču, pišejo predvsem korektno in pa tako, kot se enostavno piše in izstopajo. Zelo izstopajo od tistih medijev, ki enostavno želijo v tej poplavi medijev izstopati po rumenem tisku in po raznih napihnjenih zgodbah. To Gorenjski glas vsekakor ni in jaz želim, da bi Gorenjski glas nekako ostal tak medij, kot je. Da ostane Gorenjska novica še vedno kraljica. Tako je, Gorenjska novica ne bo kraljica in kar piše v Gorenjcu, to menda bo že držalo.